Cenjene gledalke in gledalci, vesela sem, da v tej oddaji TV Ljubljana gostim posebnega gosta, ambasadorja staranja, človeka, ki je v življenju prestal marsikaj, najhujša preizkušnja pa je bila kap, ki ga je doletela, vendar se ni predal. Zato je tu njegovo sporočilo. Tudi jaz sem vesel, da vam lahko posredujem nekaj dobrih misli ob najhujših preizkušnjah, ki človeka zadanejo, in da po 10 letih, tako kot jaz, lahko ugotovite, da spet živite skoraj popolnoma normalno in polno življenje, kot ste ga živeli prej. Spoštovane gledalke in gledalci, vesela sem, da lahko govorimo o starosti tudi od priložnosti za nov začetek. Mnogi pravijo, da če si zdrav v starosti, si želiš mladosti. Če si bolan, pa si želiš zgolj eno, in sicer zdravje. Moj današnji gost je zelo znan, kajti je član programskega sveta festivala za tretje življenjsko obdobje, njegov ambasador. In ker se že nekaj časa druživa, se bova z gospodom Antonom Donkom kar tikala, kaj ne? Veseli me, da si gost in danes bova imela priliko spregovoriti o marsičem. Da pa te ljudje spoznajo bolj podrobno, bi se morda za začetek predstavil, sama pa bi povedala, da sva se spoznala že, ko sem bila varuhinja človekovih pravic. Takrat si bil ti predsednik Zveze društev upokojencev, prišli ste na uradni obisk, a po tem obisku te je nekako zmanjkalo. Nisem slišala zate, kar naenkrat pa za zelo slabo novico, zbolel si. Vendar vrniva se torej v tvojo mladost. Malo se predstavi. Ja, porodil sem Prekmurec, z tiste idilične pokrajine, kjer domujejo štorklje in še marsikateri lepi ptiči nam polepšajo dan. Rojen sem po drugi svetovni vojni, bi lahko rekel, leta 1952, v zimi, ki je bila polna snega. Pravijo, da je bila najbolj snežna in jaz sem privekal na svet aprila. Preživel sem lepo mladost v idiličnem okolju, vasi, jaz velikokrat rečem Krajnčevega močvirja, ob Polani, Bistricah in Muri, in zabave nam mladim res ni manjkalo. Toda ni nam manjkalo tudi resnega dela, saj smo morali preživeti. Oče in mama sta kmetovala na majhni kmetiji. Oče je žal izgubil službo iz določenih razlogov, ker je bil povratnik iz ruske fronte. Mama čista kmetica in potem smo preživljali še starega očeta, staro mamo in teto, ki so bili popolnoma delovno nesposobni in slepi od trahoma. Mnogi v tem delu Slovenije ne veste, kaj pravzaprav ta bolezen pomeni. To je bolezen, ki so jo prinesli ruski, odnosno kozaški vojaki med drugo svetovno vojno in je ljudem vzela vid. In zelo smo bili pod kontrolo tudi mi mladi, ker se je to lahko razširilo na nas, tako da smo imeli poseben tretman in na srečo smo imeli, tako rad rečem, uvoženo zdravnico iz Madžarske, ki nam je pri tem pomagala, in moram reči, da nisem imel niti jaz, niti moj brat, ker so bila dva v družini otroka, nobenih posledic. Končal sem osnovno šolo v rojstnem kraju, nekaj časa podružnično, potem seveda to glavno 8-letko in po 8-letki sem nadaljeval šolanje na gimnaziji v Murski Soboti. Gimnazija Juša Kramarja, zelo slovita,
katero so končali kar mnogi Slovenci, da jih posebej ne omenjam in mi je to vedno v ponos. Potem sem si želel študija medicine, zato sem 2 leti poleg angleščine in nemščine tudi osvajal program latinščine. Vendar v zadnjem letniku je žal prometna nesreča, kateri sem bil prisoten, pokazala, da ne maram kontakta s krvjo in da ne morem to prenesti. Zato sem se usmeril v atraktiven študij letalske tehnike, ki pa ni bil možen v Sloveniji, ampak sem moral zapustiti rojstni kraj, tudi Mursko Soboto, in oditi v Sarajevo in pozneje v Beograd, kjer se je ta letalska tehnika študirala. Dokončal sem študij in kot najboljši slušatelj sem imel pravico izbrati mesto službovanja in seveda sem izbral Slovenijo, ker sem se tega tudi želel vrniti. No, toliko o moji mladosti. Rad bi povedal, da sem bil vedno zdrav, da sem imel zdrav slog življenja, kar je zelo pomembno za nadaljevanje pogovora ali pa vsebine pogovora, da nisem se nikoli predajal alkoholu, niti cigaretam, niti drugim zasvojenostim. Gibal sem se v generaciji, ki je bila usmerjena v glavnem v šport. Takrat smo veliko gradili udarniško, tako rečeno, lastna igrišča za rokomet, za kaj drugega še, tudi pozneje že za tenis in tako dalje. In to je bil tudi moj hobi. Torej si služboval tudi v vojski potem. Res je, bil sem štipendist in sem nekaj časa služboval. Služboval sem pa praktično vse do osamosvojitve Slovenije, ko sem prestopil v teritorialno obrambo Republike Slovenije. In se potem upokojil tudi kot vojaški Pol sem bil službenik? 15-16 let še v službi in se tudi upokojil iz Slovenske vojske. In kako si postal predsednik Zveze društev upokojencev? Kar zelo hitro so opazili mojo, kako bi rekel, predanost starejšim ljudem. To pa je izviralo iz zgodne mladosti, ker smo v družini imeli 3 ostarele, vsi so bili čez 80 let stari in niso bili dela zmožni. In je bilo treba pomagati. In seveda oče in mama sta največ delala na polju, da smo lahko preživeli. Jaz sem pa veliko pomagal tem starejšim, ker 2 osebi, stara mama in teta, sta bili popolnoma slepi od trahoma, od te hude bolezni, ki jo je prinesla vojna vihra 2. svetovne vojne čez mejo, ob prehodu Rdeče armade, in seveda sem bil tukaj v veliko pomoč. Tu so bile tudi obveze šole in obenem, ko sem pa kot mlajši sin, tudi se lotil vedno, ko mama ni imela časa, kuhinje. In še dan današnji sem dober kuhar. Lepo. Potem si postal predsednik Zveze društev upokojencev in preden nadaljujeva v drugem sklopu, če na kratko poveš, kaj se je nekega dne zgodilo, vendar o vsem tem sicer v drugem delu. Res je. Zelo zgodaj so me opazili, da imam voljo in naklonost za delo s starejšimi. Tega sem se pa lotil tudi že pri študijskih programih v tujini. Namreč jaz sem bil na študijskih programih v Angliji, v Ameriki, v Kanadi in tega sem se veliko lotil, ker sem vedel, da bom tudi sam postal nekoč starejši. Izziv pa mi je tudi nekje bil iz mladosti, da se posvetim starejšim. In seveda tako sem prišel prvo za predsednika vseh vojaških upokojencev Slovenije, potem pa so me opazili na Zvezi upokojencev in za manj kot 1 leto sem bil že pri njih na izboru na volitvah za podpredsednika. In potem si postal predsednik in takrat ste me obiskali, ko sem bila varuhinja. Ja, 8 let
2 mandata sem bil podpredsednik. Potem sem postal predsednik in smo vas obiskali, kot pravite, vendar zgodilo se je tisto, po 3 dneh ne tako zahtevnega dela, ker je bilo delo zelo zahtevno in obremenilno vseh 8 let mojega podpredsednikovanja, vendar na žalost po 3 dneh bolj takega lagodnega, bi rekel, poldopustniškega obnašanja, mi je zadnji večer padla roka in potem še noga. Zrušil sem se na posteljo, ker sva se ravno z ženo upravljala k nočnemu počitku in seveda potrebna je bila medicinska pomoč. Sedaj bova ta prvi del, torej ko sva spoznala življenje, ko sva spoznala usodni trenutek, ki je prinesel kar veliko težav, zaključila. Nadaljevali bomo pa v drugem delu o lepšem. Veseljem. Vesela sem, da gostim Antona Donka, ki ima kaj povedati. V prvem delu te oddaje je spregovoril o otroštvu, o dobi odraslosti, o svojem poklicu letalskega inženirja, o tem, kako je postal predsednik Zveze društev upokojencev, potem, ko je bil dolga leta, 2 mandata podpredsednik. Zaključila sva, ko se je neke noči zgodilo nekaj zelo hudega, za marsikoga bi bilo lahko celo usodno. Torej, nadaljujva tam tisto noč. Ja, res je bilo hudo in zahtevno. Spomnim se samo, da je popustila roka in noga pri odhodu na počitek. Na srečo sva vedno bila tako usmerjena, da sem jaz pogledal še kakšna poročila in kaj podobnega, žena pa je že legla k počitku. Takrat na srečo sva šla k počitku skupaj in takoj je videla, da z mano nekaj ni v redu, pa tudi sam sem rekel, da bo verjetno treba iti zdravniku. Zavedal sem se, da moje telo popušča. Žena, enkratna oseba, je neverjetno hrabro odreagirala in je rekla, takoj pokličemo prvo pomoč, jih je poklicala, to sem še slišal in potem se je nadaljevalo vse v nekem polsnu. Rešilec je prišel približno v 10 minutah, ker stanujeva cirka 7 kilometrov od kliničnega centra. Enkratni so bili reševalci, še danes sem jih hvaležen in začel se je proces mojega oživljanja ali pa stabilizacije, vendar se tega bolj malo spomnim, ker je bila neke vrste koma. Po 10 dneh sem pravzaprav prišel v tisti budni del življenja. Do takrat so ženi rekli, da je situacija zelo neizvestna in da je vprašanje, kakšen bo izhod. Šele po 10 dneh so izrazili neko upanje, da bom lahko preživel, vendar z opombo, da bojo posledice verjetno zelo hude, da nikoli več ne bom hodil, pa še marsikaj drugega. Moram povedati gledalcem, da mi je hod bil velik problem, tudi roka, ampak zelo sem bil vesel, da mi je ostal govor. In pozneje so mi zdravniki lepo povedali, pravi, a veste, zakaj vam je govor ostal? Zato, ker ste rojen na levo roko. Jaz sem kot otrok pisal na levo roko in so me učili, v šoli so mi roko privezali gor in so me učili in primorali, da sem moral pisati z desno roko. In zdravnik je rekel, veste, vsi taki, ki so rojeni na levo roko, imajo center nekje drugje in zato vaš govor ni prizadet. To je bila velika sreča. Velika, res velika sreča. No, po enem mesecu in 10 dneh sem zapustil ljubljansko nevrološko kliniko, kjer so že začeli z mano počasi delati razgibalne vaje in so me premestili na center Soča. Bil sem še zelo nebogljen, vendar tam se je moje življenje
začelo dvigati in vsakodnevno sem odhajal na vaje, ki so bile predpisane, obenem sem se pa zavedal in bilo mi je svetovano, da delam več, koliko bom pač zmogel, ker bom s tem si svoje zdravstveno stanje izboljšal. In res je bilo tako. Mnogi mi mogoče ne boste verjeli, ampak moram povedati, da v 4 mesecih, koliko sem bil odsoten, 4 mesece in 10 dni od doma, nisem videl svojega doma od znotraj, nisem prišel domov, ampak sem ves čas na nevrologiji itak, ampak posneje v Soči 3 mesece izkoristil samo za izboljšanje zdravstvenega stanja. V začetku sta me morala žena, pa en otrok ali pa oba otroka, kakor je bilo, ker sta že bila relativno odrasla, pomagati voditi po hodnikih Soče, tam je relativno je velik prostor in vse vikende sem jaz preživel v takem aktivnem stanju. Seveda, koliko je organizem dovoljeval. Po 3 mesecih sem zapustil nevrologijo Sočo in sem prišel domov. Bil sem še dokaj neboljen, ampak toliko stabilen, da sem že začel s hojo zunaj s pomočjo dotika na zidove ali ograjo. Namreč palce nisem mogel, kvečjem eno lahko uporabljam, to nisem mogel, ker je roka bila še popolnoma neaktivna. Takrat so se začele tudi moje terapije. Imel sem skozi celotno obdobje 2 terapevta. Prvo sem imel tega nevrološkega terapevta, ki mi je pomagal, da je roka postala aktivna in tudi noga. Po 3 obiskih je roka začela delovati. Ne? In vse bolj, videl sem. Ampak ta proces, moram takoj povedati vsem, ki ne verjamejo v to, se še vedno ni zaključil. Čeprav zdravniki pravijo, da kar se v nekem obdobju konča, da je to. Ampak moje izkušnje so malo drugačne. O tem sem napisal tudi knjigo. Ki bo izšla šele? Ki bo izšla, tako je, ob polni 10. obletnici, ni še polna, ob 10. obletnici. In s to knjigo želim pomagati vsem, ki imajo take izkušnje in ki se srečajo s tem, čeprav to nobenem ne privoščim, pa vendar, da si pomagajo in da verjamejo, da je možno tudi s pomočjo, lastno pomočjo veliko doseči. Res je to, kar pravi tudi moja žena, ki mi je bila ves cajt zvesta spremljevalka in sem njej in družini hvaležen za vso podporo, ki jo še tudi imam danes, čeprav danes zelo malo rabim ali pa skoraj nič, ker sem samostojen. Mogoče pri vseh to ni mogoče, ker vprašanje je, koliko možgani to dovoljujejo, če jaz tako nestrokovno povem. Pri meni teh težav ni bilo. Nikoli v življenju me ni glava bolela, ni me nič bolel med kapjo, nič me ni bolel po kapi in nič me ne boli danes. Počutim se izvrstno, odlično in ravno včeraj me je srečala ena starejša gospa, s katero sva včasih, jaz sem znan vrtnar in zelo zainteresiran za to, sva vrtnarila skupaj in pravi na mestnem avtobusu: "O, Tone," pravi, "kako slabo si, ne? Slabo." Sem rekel: "Kaj?" Sem prav jezno pogledal: "Kako slabo? A vidiš, koliko sem vesel, a vidiš, kako se gibam, kako se lahko posedem, hodim, grem okrog, zdaj grem s prijatelji na kavo, grem tja, imam še nek sestank, tam neke obveze sem imel in tako dalje. Zakaj bi pa bilo slabo?" Ne smemo, na življenje moramo gledati pozitivno, si pomagati, vendar jaz imam žal to izkušnjo, zato sem se lotil pisanja knjige, da ljudem pomagam. Imam pa to izkušnjo, da so ljudje, kako bi rekel, niso pripravljeni za tako žrtvovanje ali pa v to ne verjamejo.
in veliko njih, ki jim poskušam pomagati, odnehajo po 2, 3, 4, 5 dneh ali pa tudi po enem mesecu. No, ob zaključku tega najinega drugega dela pogovora morda en stavek, en napotek ljudem, kaj je pomembno. Optimizem, delo, samo en stavek. Pomemben je prvo optimizem, volja in trdna volja, da delaš to, kar delaš vsak dan. Jaz bi samo še toliko podaljšal, da povem, vsak dan telovadim, vsako jutro po, kako bi rekel, vstajanju je prvo telovadba, uporabim sobno kolo, to traja približno pol ure do 45 minut. Potem pride jutranja higiena, eno, drugo, tretje, zajtrk in seveda pol pride ali sprehod v naravi ali delo na vrtu. Ker sem zaklet vrtnar, je moje delo na vrtu, ki je velik 400 kvadratnih metrov in več. No, o tem bova spregovorila tudi v drugem delu, torej malo še o rehabilitaciji, predvsem pa o tem, kaj te veseli in kaj vse počneš v tem trenutku tudi ne nazadnje za naš festival. Veselim se nadaljevanja. Jaz tudi. Vesela sem, da gostim tako zelo zanimivega gosta. Ni le član programskega sveta Festivala za tretje življenje, ampak ima bogato zgodovino. Zgodovino uspehov in žal tudi kakšnega padca, ki bi bil lahko usoden. Zaradi njegove volje, dela, vztrajnosti, morda tudi posebnega značaja, ki ga ima, pa se je zadeva končala veliko bolj srečno, kot se pri marsikomu. Torej, Tone, nadaljevala bova, kjer sva končala. Začela se je rehabilitacija, ki traja pravzaprav še danes. Si zelo priden, vztrajen, vesten, nikoli ne nehaš telovaditi in vse to te vodi še k novim dejavnostim. Daj še nekaj napotkov našim gledalkam in gledalcem, kaj morajo narediti, da kljub bolezni, kljub kakšnemu usodnemu padcu, ostanejo aktivni v življenju. Res je. Za začetek, ker imam to priložnost, bom povedal eno majhno zgodbo, zelo kratko. Pred par dnevi sem, kot toliko let prej že, sadim krompir, približno 350 kvadratnih metrov in ga ročno obdelujem. In kaj se je zgodilo? Pridem zvečer domov in pravim ženi, a si ti opazila, da jaz sem danes malo drugače delal kot prejšnja leta. Vedno sem postal pri tolkem delu, ker to je kar precej dela. To je še za zdrave težko. Tako, sem si pomagal z roko v začetku normalno, takole, pol pa seveda preko lakta, ki je močnejši. Tokrat sem pa jaz vse naredil z obema rokama. In sem rekel, a si ti opazila, jaz celo nisem opazil, da sem delal ves čas samo z obema rokama. Nič s pomočjo lakta zaradi poškodovane roke. No, vidite, to je dokaz, da stvari grejo počasi tudi naprej, če si aktiven z delom in tako dalje. Ne? Res, ena taka pozitivna zgodba in jaz toplo priporočam vsem, da se potrudijo, da pri tej zadevi ne popuščajo, ker res stvari se veliko izboljšajo. No in ko so se izboljšale zdravstveno, si začel spet aktivno delovati tudi v festivalu, si celo ambasador. Torej, kako doživljaš pa festival za tretje življenjsko obdobje, kajti nekateri so zdravi, pa polni žalosti, ne radi prihajajo v družbo. Prej smo govorili z enim gostom o dnevnih centrih. Vidimo pa ljudi, ki so polni energije in aktivni do konca in pravzaprav je lahko starost tudi lepa, aktivna, polna modrosti. Res je tako, res je tako. In vsak dan naprej moramo znati ceniti in biti veseli, da smo taki, kot smo. Glejte,
Jaz sem s festivalom praktično rojen, temu rečem. Nisem bil pri prvem in drugem festivalu, zdaj je 25. letos, odnosno 24. naslednje leto 25. Takrat sem se pa priključil in sem eden od najstarejših članov, poleg gospoda Jusa, nisem ustanovitelj, ampak sem eden najstarejših članov, ki se je pridružil festivalu. To vedno rečem, to je moj festival in tako kot je praznik vseh upokojencev, vseh starejših, 1. oktober, so ti 3 dnevi okrog 1. oktobra, ponavadi je to dan prej, pa še 2 dni pol ali pa 2 dni prej, pa dan pol, je za mene praznik. In preživim ne samo te 3 dni v Cankarjevem domu, ampak preživim tudi kakšen dan prej, v pripravah, pa tudi pol v analizah. Zelo sem vesel tega. Vesel sem, ker leta in leta opažam, da se ljudje vračajo. Ravno zdaj sem kot ambasador bil na področju Goriškega, kjer smo se pogovarjali tudi o letošnjem festivalu in o njihovem prihodu letos. In sem prav vesel, kako so ga ljudje vzeli za svoje, da tako daleč pridejo. In ko sem postavil ljudem vprašanje, a ni to za vas vseeno velik strošek, pa avtobus, pa to, pa nekaj treba imeti v denarnice in tako dalje. Ne, saj imamo prevozne karte zastonj. In še bodo. In še bodo. Pridemo z vlakom, si privoščimo kaj za podzob in ogledamo si festival, pa še marsikatero zanimivost v Ljubljani in za nas je dan končan in vsi so lepo zadovoljni. In tako delajo ljudje iz Dolenjske, tako delajo ljudje iz Štajerske, iz Prekmurja, Gorenjske in Goriške, kot sem že omenil. Ogromno je teh izkušenj. Kot ambasador, ki potujem okrog njih, se pogovarjam z njimi, mi to povedo in srečen sem, da je tako. Mi smo zelo veseli, da si naš ambasador. Ko si to postal, si bil zelo presenečen, kajti bil si edini skoraj, ki mu res do konca nismo povedali, da boš to postal. Imeli smo malo skrbi, ali boš lepo prišel na oder, vendar ni bilo nobenih težav v Cankarjevem domu. In vesela sem kot predsednica programskega sveta, da širiš vse to znanje, toplino, modrost, skratka vse med ljudi širom Slovenije. Še bolj vesela sem seveda tudi za knjigo, ki bo nastala. In kaj bi bilo recimo tvoje sporočilo o starosti, o tem, da si sedaj v nekem obdobju zrelosti, modrosti, kako gledaš na tiste, ki se pravzaprav ne radi strinjajo s tem, da so pač določene starosti? Menim, da morajo čim prej menjati tako stališče. Starost in resna leta so lepa leta. Imaš čas za marsikaj. Poglejte, ravno danes sem že pripovedoval v eni skupini ljudi, kako si ženo zadnje leto privoščiva potovanje po Sloveniji. Imamo karte zastonj, potujeva z vlakom, vzameva eno smer, drugo smer, včasih vmes prespiva in obiščeva vsak kotiček Slovenije. To je zdaj najin izziv. Lepo. Drugo, malo bom subjektiven, ob letošnji obletnici, 50-letnici poroke, sva si celo privoščila eno daljše potovanje, skoraj 3 tedne, po vseh republikah bivše Jugoslavije, ker smo veliko potovali po teh delih, tudi služboval sem veliko, razen Makedonije, ker sem veliko, ker s festivalom veliko sodelujemo z Makedonijo in sem prav vesel, da si lahko take izzive privoščiva. In čudno me včasih gledajo ljudje, ko jim rečem, kam bova šla, kako greva, kam greva, ja pa kaj sta vidva malo čudna ali kaj vam je. Ne, zakaj pa čudna? Dajmo uživati vsak dan. Dajmo vrtnariti, če nam je to hobi, dajmo se baviti z drugim hobijem, ki ga imamo radi, dajmo poskrbeti za rekreacijo, za zdrav slog življenja, za zdravo prehrano, tudi to je moj tudi zelo priljubljen hobi, da poskrbim za dobro prehrano iz domačih sestavin, ker imava tako možnost, da pač pridelujeva sama
in bomo tudi še v bodoče, dokler bo čas nama nekje ugajal. Velikokrat ljudje pravijo, ja, sej lahko kupiš, saj je poceni. Pustimo to, kar lahko kupiš. To, kar lahko pridelaš na zdrav način, je najbolj zdravo. In od tega midva živiva. Ne rabiva nobenih sokov, nobenih dopolnil, zdravo hrano in moram vam potrkati in povedati, da nisva v času covida, nobeden ni bil s covidom zajet od naju, nobeden, res oba cepljena, nobeden ni bil zajet in tudi prehladov nobenih čez zimo nimava, tudi letos jih nisva imela. Ja, to me zelo lepo. Pravzaprav pogovor s teboj je bil krasen, ker smo izvedeli ne le o tebi marsikaj, tudi o festivalu, predvsem o težki preizkušnji zdravstveni v življenju. Dal pa si našim gledalkam in gledalcem eno čudovito sporočilo, da se je potrebno veseliti življenja, da se da marsikaj tudi, če zbolimo, urediti in da je zdrav življenjski slog izjemno pomemben. Tako da sem hvaležna, da si bil moj gost, vesela, da si član programskega sveta in z veseljem lahko povem, da poznam tvojo ženo, da ti resnično stoji ob strani, da te vedno pripelje, tudi danes te je, in odpelje. Čeprav sem tudi sam voznik. Tudi sam voziš in izjemen voznik si. Tako da čestitke in res ponosni smo na te. Hvala. Hvala lepa.